Pozdravljeni ljubitelji gorskega kolesarjenja in pa narave. Danes sem se pa odpravil, ravno kar se vzpenjam na Triglav. Ja, prav ste slišali, na Triglav, ampak gre za zasavski Triglav. To pomeni, da se vzpenjam na Kum. Štartal sem z železniške postaje Trbovlje na višini 220 metrov. Kum pa meri 1220 metrov. Torej moram premagati 1000 metrov višine. Dolžina poti je 9,5 km. Povprečni naklon pa je 10,18%. Da je ta klanec hujši, kot da bi šli na Vršič ali pa na Krvavec. Tako da, to je kar preizkušnja. Spust bom pa opravil po drugi poti. Imamo v načrtu, da bi spust na 2/3 prevozil po gozdni poti. Bom pa videl na koncu, kako bo. No, zdaj sem premagal, oziroma sem na višini 1145 metrov. To se pravi še nekje 80 metrov do vrha. Recimo zadnja 2 km se začne makadam, kar je še lepše kot po asfaltu. Pa se bližam vrhu. To je cerkev Svete Neže. Kakšni razgledi. Razgled je pa prečudovit. Dobesedno je pred mano pol Slovenije. Sem žal so meglice, tako da, če ne bi teh meglic bilo, pa še dosti lepše. Tako da evo, za gor sem potreboval natančno 51 minut.
Zdaj sem pa začel spust. Ne vem, en del bom šel verjetno po gozdni poti, potem se bom pa sproti prilagodil, kako in kaj. No, prvi del spusta ni bil ravno užitkarski, je treba kar malce stopiti s kolesa, vsaj jaz, mogoče kateri zverziran, mu ne bi treba, ampak jaz ne tvegam do skrajnosti, tudi precej strmo. No, zdaj pa vsekakor jaz hočem priti v Čebulno dolino. Po planinski poti, po drugem delu planinske poti, sem se pozanimal, ni primerna s kolesom, tako da jaz sem probal še eno drugo varianto proti Lotovžu, potem pa od Lotovža dol proti Čebulni dolini. Še kar iščem pot, pač nekaj sem najdel na zemljevidu. To je potka, ki niti ni označena, ampak po zemljevidu sem videl, da bi nekaj lahko šlo. Tukaj prečkam smučišče. To je neka lepša potka, sem ne vem točno, kje sem. O, tle pa lepo. Nič, spet moram preveriti, ali sem na pravi poti, spet moram pogledati zemljevid. Mislim, da bo to kar v redu, to je super tukaj. Jaz sem se pa priključil na eno vlako.
No, tukaj je pa planinska odcep za planinsko pot za Kum. Ta del baje ni primeren za kolo, tako da jaz sem se kar znajdel, pa sem šel po nekaj drugih zadevah s pomočjo zemljevida, tako da bom kmalu prišel zdaj v Čebulno dolino, kar je bil tudi moj namen in načrt. Tole. Trbovlje železniška postaja, odlično. Tam, kjer imam avto parkiran. No, tukaj je pa en sam užitek. Čudovito. Pa je ta Čebulna dolina ena pravzaprav najlepša dolina tukaj v okolici. In res je čudovita. O, kako je tukaj lepo. No, tukaj pa še malo počitka in uživa to naravo, mir. Wow, poglejte ta razgled. Ampak, ok, zdaj vidim potko. Potka se zelo slabo vidi, tako da je pa tukaj. Poglejte to pravljično dolino. Kakšen bo to spust, fenomenalen. Wow, pa gremo. Wow.
No, to je bilo pa čarobno. Ta spust je bil, pa vam povem, fenomenalen. Tako da ne grem več naprej po tej poti planinski, ker potem navzdol, ta zadnji hrib proti Trbovljam, proti Savi dol, ni primeren za kolo. No, zdaj me pa še čaka po tej lepi cesti, brez prometa, v gozdu, me še čaka spust do Škofje Riže in potem še od Škofje Riže še naprej, da se priključim na cesto, ki pelje gor na Kum. Spodaj pod mano pa že vidim Trbovlje. Tako da en sam užitek. Zdaj se pa priključil na glavno cesto, tako da me zdaj čaka 400-metrski spust. No, to je pa, se mi zdi, najvišja zgradba v Sloveniji. En tak lep spomenik. Seveda spomenik v narekovajih. Takole, zdaj sem pa prispel na svojo sodiščno točko. Tukaj pri železniški postaji Trbovlje. Tukaj je tudi veliko parkirišče. Konec še ene pustolovščine. Moram reči, da je bilo kar pestro, da je bilo vsega je bilo pomalo. Seveda na vrhu s čudovitimi razgledi in vse ostale preizkušnje. Tako da upam, da ste uživali v tem prikazu. Tako da naslednjič vas prav lepo pozdravljam. Lep pozdrav, adijo.